Zdaj, kot veste, so v vseh, ali pa v zelo veliki večini parlamentarnih strank prišli do spoznanja, da so pokrajine potrebne. To najbrž ni nobene dileme več. V tem smo si več ali manj v državnem zboru skoraj enotni, razen poslanske skupine nacionalne stranke oziroma nacionalne stranke, vse druge stranke podpiramo ustanovitev pokrajin. Zdaj, dilema pravzaprav nastane, kakšne pokrajine želimo, kako jih oblikovati. In v prejšnjem mandatu je prejšnja vlada tudi pripravila predlog pokrajinske zakonodaje za celoten komplet. In takrat je pa se zgodilo, da del koalicije oziroma del opozicije, predvsem je tu izstopala Pahorjeva skupina, tega predloga prejšnje vlade ni podpirala in so povedali, da bodo takoj, ko pridejo na oblast, če pridejo na oblast, predložili nov komplet pokrajinske zakonodaje. No, vlada je dejansko to sprejela, Pahorjeva vlada to sprejela v normativni program. 10.12. je v tem programu zapisan datum, ko naj bi ta komplet pokrajinske zakonodaje bil vložen v sprejet na vladi, pomeni, da bi moral biti danes vložen v državni zbor. Vendar po informacijah, ki jih imamo, se to včeraj ni zgodilo. Zato smo se v naši poslanski skupini skupaj s strokovnim svetom odločili, da bomo sami vložili ta paket pokrajinske zakonodaje. In moram reči, da je ta predlog, ki smo ga vložili, v veliki meri povzet po tistem, kar je pripravila že prejšnja vlada, z nekaterimi spremembami, ki so bile delno izglasovane že v predhodnih postopkih, v teh nezaključenih postopkih, in pa vložili oziroma zapisali smo tudi kakšno spremembo, predvsem kar zadeva način volitev predsednika pokrajine. Kot veste, koalicija ni predlagala še ničesar. 9. je minister za lokalno samoupravo začel šele posvete o tem, kako naj bi ta pokrajinska zakonodaja izgledala. Včeraj je imel drugi pogovor, skratka, ne vemo sicer, kdaj bo to prišlo do opozicijskih poslanskih skupin. Očitno je, da vlada koncepta pokrajinske zakonodaje še nima razdelanega, kajti ni definirano niti število pokrajin, še toliko manj to, kaj ne bi to število pokrajin zajemalo, katere občine bi bile v katero pokrajino uvrščene, kje bi bila središča, da o pristojnostih in financiranju niti ne govorimo. Zdaj, če se prav spomnimo, je prejšnja opozicija, sedanja koalicija, tudi povedala, da bo tam, katero število pokrajin je za Slovenijo primerno povprašala tudi ljudi na referendumu. Zdaj, očitno pa te zadeve v tej koaliciji še niso tako daleč, da bi se najprej sami opredelili, kaj je njihova prioriteta. Govori se o 3, 6 ali 8 pokrajinah. Nekateri so za 6, nekateri za 3, najbrž nekateri bodo za 8. Tako da v bistvu je ta koalicija po enem letu, ko bi morala zakonodajo že vložiti v zakonodajni postopek šele na začetku. In šele se pogovarja o izhodiščih za pripravo pokrajinske zakonodaje. Menimo, da je že to, kar se je zgodilo proti koncu prejšnjega mandata, bilo nesprejemljivo, kajti uvedba pokrajin je nujna, je neobhodna, če hočemo izvesti decentralizacijo Slovenije, če hočemo zagotoviti skladnejši regionalni razvoj, če želimo, da se postavijo prave prioritete, take, ki so za prebivalce na teh zaokroženih pokrajinskih območjih prave in ne tiste, ki jih določa Ljubljana, pa inštitucije iz Ljubljane in so bolj politične. Uvedba pokrajin je tudi nujna, če hočemo ustrezno zagnati pokrajinske projekte, tudi če hočemo izboljšati črpanje sredstev iz evropskih skladov,
če želimo izboljšati transparentnost in učinkovitost izrabe sredstev in tako naprej. Skratka, zelo veliko razlogov je, da je ta uvedba pokrajin nujna. Če bi torej v prejšnjem mandatu že sprejeli pokrajinsko zakonodajo, bi jo sedaj lahko izvajali že in bi lahko že ugotavljali morda tiste prve pomanjkljivosti, ki so se pokazali pri izvajanju te zakonodaje, bi sedaj lahko z novelami zakonov popravljali in odpravljali te pomanjkljivosti, ki se bodo prav gotovo pojavile pri uvedbi pokrajin. Nekje morda večje, druge manjše, vendar imeli bi že lahko v postopku zakone, s katerim bi te pomanjkljivosti odpravili. Sedaj smo pa v situaciji, ko je skladni regionalni razvoj ogrožen, ko vlada in koalicija rešujeta to deformacijo Slovenije tako, da sprejemata razne področne zakone. Eden takih je zakon o glavnem mestu, ki Ljubljani na zelo čuden način prinaša neke bonitete. Drugi tak podoben zakon je zakon o pomoči pomurski pokrajini ali pa Pomurju, s katerim vlada rešuje nekatere probleme in posledica tega so tudi že pobude, da se tudi druga ogrožena področja poskušajo urejevati z podobnimi zakoni. Znana je pobuda, recimo, županov Bele krajine. Tudi najbrž na Koroškem se bo nekaj podobnega zgodilo, kajti praktično vsa periferija, razen nekaj ključnih centrov, se ukvarja s podobnimi problemi, kot so se zgodili v Pomurju. Skratka, mi s svojim zakonom, s svojim paketom zakonom predlagamo, da se ustanovi 13 pokrajin plus poseben status mestne občine Ljubljana. To število je usklajeno, bilo tudi in podprto na vseh teh predhodnih srečanjih županov, tudi tistih mestnih centrov, mestnih občin, ki so do sedaj nekako figurirala kot neka regionalna središča. Tu nepodpore do sedaj ni bilo. Zelo so bili zainteresirani, da se tak koncept in tak model uvede. Mi jim sledimo in ta naš paket naj služi predvsem kot priložnost vladni koaliciji, da na osnovi tega pripravi tudi svoje rešitve, da pohiti se svojimi rešitvami, kajti če želi izpeljati volitve v pokrajine z volitvami v lokalne skupnosti po zaključku v drugi polovici letošnjega leta, potem je treba zakonodajo, pokrajinsko zakonodajo sprejeti najkasneje do meseca aprila, kajti pol leta pred razpisom volitev morajo biti urejene vse stvari, ki so povezane z pokrajinami in z volitvami v pokrajine.